Steklarstvo ima dolgo zgodovino. Sama steklarska umetnost pa je polna sprememb. Znano je, da so prve steklene izdelke poznali stari Egipčani nekako 3000 let pred našim štetjem. Pravcati razmah pa je steklarstvo doživelo v dobi Rimskega cesarstva, medtem ko se je na Slovenskem prvič pojavilo v 15. stoletju. Iz majhnih obrtnih delavnic so z razvojem tehnike nastale prve steklarne, vendar se je še prav do današnjih dni ohranila čista ročna proizvodnja, kjer je steklarski mojster hkrati tudi oblikovalec izdelka. Seveda je takšna proizvodnja količinsko majhna in tudi draga. V veliko primerih je tako izdelan izdelek unikat. Izdelki so lahko prozorni, opalni, z uvedbo novih steklarskih tehnik pa dosežemo bistveno večji vizualni efekt. V polavtomatski proizvodnji, kjer steklarski stroj deloma nadomešča človeka, pa izdelujemo nekatera razsvetljavna telesa in embalažno steklo. Avtomatske izdelave drobne steklarske embalaže segajo v leto 1959, sredi 60. let pa smo v vedno večjem obsegu uvajali avtomatske stroje za izdelavo izdelkov, namenjenih embalaži v prehrambeni industriji ter farmacevtski in kozmetični industriji. V letu 1977 smo pričeli s proizvodnjo drobne steklene embalaže s prvim elektronsko krmiljenim strojem. Danes pa si težko zamišljamo proizvodnjo brez računalniško vodenih strojev, brez avtomatizacije in računalniškega krmiljenja steklarskih kadnih peči, brez računalniško vodene priprave zmesi in taljenja, brez sodobnih CNC obdelovalnih strojev za izdelavo steklarskih modelov. Skratka, brez elektronike in uporabe informatike v proizvodnem procesu, v orodjarni, pri vzdrževanju strojev in naprav, pri drugih poslovnih funkcijah ne bi imeli nikakršne možnosti na trgu. V zadnjem letu smo tudi sistematično pričeli z uvajanjem prvih elementov integralnega sistema zagotavljanja kakovosti, kar je eden izmed osnovnih pogojev za nastop na zahtevnih zahodnih trgih.
Izdelava zahtevnega steklarskega orodja, to je modelov, zahteva visoko strokovnost orodjarjev in strugarjev, kajti tudi kakovost steklenih izdelkov je pogojena s kakovostno izdelanim steklarskim orodjem. Lahko rečemo, da so cizelerji pravi umetniki izdelave steklarskega orodja. Uvajanje informatike v proizvodnem sektorju se je pričelo sredi leta 1989 in sicer na PC računalniku. Najprej smo spremljali podatke samo v avtomatski proizvodnji, kasneje pa smo prešli tudi na kompletno spremljanje ročne in polavtomatske proizvodnje. Software smo uredili sami, tako da nam trenutno zadostuje za naše potrebe. V proizvodnem sektorju uporabljamo informatiko za spremljanje proizvodnje dnevno in mesečno, pripravo in izpise raznih analiz in preglednic in terminiranje proizvodnje. Zajemanje podatkov za proizvodnjo se izvaja neposredno v proizvodnem obratu, medtem ko poteka njihova obdelava na PC-jih v operativni pripravi dela. Naša želja je, da čim prej vzpostavimo računalniško mrežo, kar bo omogočalo tako učinkovitejšo kot tudi kvalitetnejšo obdelavo podatkov v proizvodnji. Na področju tehnične priprave dela pa smo v fazi iskanja ponudb opreme in programov za konstruiranje zahtevnega steklarskega orodja, v fazi realizacije pa je inštalacija programskega jezika za krmiljenje CNC strojev v orodjarni. Za potrebe elektroobrata pa se na PC-ju, ki je opremljen kot grafična postaja, konstruirajo in izpisujejo razne elektrošeme in layouti. V oddelku operativne priprave dela se je izdelalo že več računalniških programov za potrebe kadrovsko-izobraževalne funkcije, komercialne in planske funkcije, za področje osebnih dohodkov in financ, ki se v praksi zelo uspešno uporabljajo.
Pomembno vlogo imajo tudi obrati dodelave steklenih izdelkov, rezanje, brušenje, žaganje in žigosanje ter dekoriranja, to je oplemenitenje steklenih izdelkov, ročno slikanje, satiniranje in sitotisk. V gradu, ki stoji v neposredni bližini tovarne, so ohranjeni izdelki iz naše steklarske preteklosti. Urejeni so v muzejsko zbirko in nam predstavljajo znanje in delo prejšnjih generacij steklarjev. V več vzorčnih sobah so razstavljeni izdelki, katere lahko firma ponudi kupcem na domačem in tujem tržišču. Danes proizvedemo blizu 30.000 ton izdelkov različnih vrst in barv stekla, prozorne, dimne, rjave, opalne, ki so razvrščene v 3 osnovne proizvodne programe. Program drobne embalaže, program izdelkov za gostinstvo in gospodinjstvo in program razsvetljavnih teles. V industrijski prodajalni so poleg raznih vrst steklenih izdelkov na prodaj tudi svetila. Kultura je redna spremljevalka hrastniških steklarjev, saj imata tako godba na pihala kot steklarski moški pevski zbor več desetletno izročilo. Tudi športna dejavnost zaposlenih je zelo razvita, veliko delavcev najde sprostitev v društvih in klubih, kot so nogometni klub, strelska družina, kegljaško društvo, brodarji in ribiči.
Za letovanje zaposlenih v podjetju razpolagamo s počitniškimi domovi v Portorožu in na Bohinju ter večjim številom počitniških prikolic. Leto 1990 je za steklarno Hrastnik jubilejno. 130-letnice obstoja tovarne pa ne praznujemo samo na steklarskih izročilih, temveč si prizadevamo, da bo visoka letnica obstoja tudi poslovno uspešna. Vrednost proizvodnje ali prodanih izdelkov bo leto znašala okoli 600 milijonov dinarjev. Za približno 10 milijonov ameriških dolarjev pa bo vrednost prodaje na tuja tržišča. Od tega za okoli 5 milijonov ameriških dolarjev razsvetljavnega stekla, za 4 milijona ameriških dolarjev je vrednost izdelkov iz programa Pogrnjena miza za gostinstvo in gospodinjstvo in približno za 1 milijon ameriških dolarjev vrednost prodaje izdelkov drobne embalaže. Izdelki iz programa Pogrnjena miza za gostinstvo in gospodinjstvo ter razsvetljava so na tujem trgu zastopani že skoraj 40 let in to skoraj na vseh celinah. Prav soočenje z izjemno hudo konkurenco na teh trgih pa zahteva od nas nenehno modernizacijo in racionalizacijo proizvodnje, predvsem pa visoko kakovost naših izdelkov. V letošnjem letu smo se v skladu z našimi razvojnimi usmeritvami odločili tudi za konkretizacijo zamisli o novih dejavnostih. Smo soustanovitelji bodoče tovarne za proizvodnjo steklenih vlaken, pripravljamo pa tudi nove projekte za proizvodnjo vodnega stekla kot osnovne surovine pri proizvodnji brezfosfatnih detergentov. Vseh teh zamisli in nadaljnega razvoja podjetja pa ni mogoče uresničiti brez strokovnosti,
Zato je skrb za stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih med najpomembnejšimi nalogami vodstva podjetja. Prepričani smo, da je v naših novih proizvodnih programih steklarstvu dana prihodnost. Zato pa moramo stalno slediti zahtevam, potrebam in spremembam, katere postavlja razvoj celotne družbe do steklarstva. Številne tehnične izboljšave, uporaba sodobnih spoznanj znanstveno-raziskovalnega dela in razvoja v steklarski industriji doma in v svetu nam nazorno prikazujejo naš odnos do posodabljanja proizvodne in tehnoloških postopkov. V modernizacijo in racionalizacijo proizvodnje in poslovanja je vgrajenih in uspešno uporabljenih veliko idej, vtkano naše znanje in ustvarjalna prizadevnost za nenehno izpopolnjevanje proizvodnega procesa in učinkovitejše, to je uspešnejše poslovanje. Iz cele vrste uspešno izvedenih in finančno učinkovitih inovacij smo izbrali tiste, ki dajejo pečat inovacijske dejavnosti v podjetju. Izredna dotrajanost regulacijske opreme za vodenje in nadzor nad delovanjem kadne peči je zahtevala od vzdrževalnega osebja veliko naporov za normalno vodenje režima taljenja stekla. V zadnjem obdobju pred modernizacijo se je peč tudi zaradi različnosti opreme, ki je bila dodatno vgrajena za vodenje peči, vodila v celoti ročno, kar je imelo za posledico povečano porabo energije, slabšo kvaliteto steklene mase, stalno pa so bili potrebni tudi posegi vzdrževalnih ekip na peči zaradi njene nenormalne obremenitve. Vpeljana računalniška oprema omogoča opravljanje vseh regulacijskih funkcij v talilnem in delovnem prostoru ter fidrih oziroma dodajalcih kapelj. Izvajanje vseh potrebnih dodatnih meritev, ki nudijo operaterju možnost celovitega nadzora nad stanjem peči. Opravljanje drugih sekvenčnih krmiljenj. Računalnik je bil priključen na peč s 1.12.1986, vsa umerjanja pa so bila zaključena v prvem kvartalu leta 1987. Danes lahko ugotovimo, da je investicija v celoti upravičila svoj namen. Efekti, ki so se pojavili in so evidentni, ter rezultati, ki so bili doseženi v obdobju spremljanja in analiziranja delovanja računalnika, so sledeči. Zmanjšanje porabe zemeljskega plina, izboljšanje kvalitete steklene mase, podaljšanje življenjske dobe peči, zmanjšanje stroškov vzdrževanja peči. Na življenjsko dobo steklarske peči vpliva množica faktorjev, kot so maksimalna obremenitev peči, nihanje obremenitve peči vsled spremenjenega proizvodnega programa, kvaliteta režima vodenja peči, vzdrževanje peči in tako dalje. Pri čemer ima ravno kvalitetno vodenje režima taljenja steklene mase bistveno vlogo pri podaljšanju življenjske dobe peči. Dobljene izkušnje, predvsem pa izkušnje v tujini, nam dokazujejo, da je možno doseči z dobrim vodenjem peči podaljšanje življenjske dobe vsaj za 1 leto, kar pomeni izreden finančni prihranek ob upoštevanju stroškov za postavitev nove peči. Znanje in kapital, ki je vložen v razvoj in aplikacije računalniške opreme za vodenje procesa, je Steklarna Hrastnik zaščitila s podpisom sporazuma o tehničnem sodelovanju z Inštitutom Jožef Štefan iz Ljubljane. In na koncu moramo omeniti tudi to, da je skupina strokovnjakov iz Inštituta Jožef Štefan in Steklarne Hrastnik dobila verifikacijo za omenjeni projekt tudi strani Republike Slovenije v obliki nagrade sklada Borisa Kidriča za izume in izboljšave.
Karakteristika inovacije. Uporaba za intervencijsko segrevanje steklene mase v primeru nenadne podhladitve, zamrznitve stekla vsled prenizke napajalne napetosti, ki povzroča padec specifične prevodnosti stekla. Zaradi možnosti prevoza je mogoče hitro in predvsem efektno ukrepati ter s tem preprečiti izpad proizvodnje steklenih izdelkov na posameznem talilnem objektu. Ekonomsko korist oziroma prihranke vseh materialnih stroškov, ki bi nastali zaradi zamrznitve stekla, je zelo težko oceniti, objektivno pa se lahko računa z izpadom 3-dnevne proizvodnje. Ocenjena vrednost mobilnega transformatorskega agregata je približno 90.000 nemških mark. Z uporabo različnih barvnih tehnik se je bistveno razširila in kvalitetno obogatila ponudba razsvetljavnih teles na domačem in tujem trgu. Nove tehnike, kot so uvedba keramičnih barv, mreža, ledena roža, zebra ter opalni drobci pri proizvodnju razsvetljavnih teles so v precejšnji meri vplivale tudi na uspešno poslovanje in popestrile naš proizvodni asortiman. Uporaba navedenih tehnik pri izdelavi razsvetljavnih teles se odraža v čisti ekonomski koristi inovacije, ki znaša letno okrog 200.000 nemških mark.
Avtor je kot vodja izvajanja investicije predlagal več tehniško-tehnoloških rešitev in predlogov, ki so bili upoštevani v spremembi projektne dokumentacije, katero je izdelal Industrijski biro Ljubljana. Spremembe oziroma tehnično-tehnološke rešitve, katere je avtor predlagal in ki so bile izvedene v času izvajanja investicije, so naslednje. Tehnološke osnove sprememb na linijah za Kremenčev pesek in pnevmatski transport sode. Novi razpored usitnega lijaka. Ohranitev stalnega obratovanja linije sušenje Kremenčevega peska v času izvajanja investicije. Dopolnitev linije za Kremenčev pesek s sejanjem peska. Uporaba mokrega peska v zimskem času. Z naštetimi tehnično-tehnološkimi rešitvami je avtor kot vodja investicije neposredno vplival na samo investicijo, njeno izvedbo in potek, na čas za popravilo novozgrajene linije za Kremenčev pesek, na zagotovitev obratovanja sušilne linije v zimskem času z mokrim peskom, delno polnjenje 2 silosov z dobavljenim suhim Kremenčevim peskom. S temi posegi je zagotovil nemoteno obratovanje z mesarne in s tem tudi proizvodnje in omogočil neprekinjeno obratovanje celotnega obrata priprave zmesi in taljenja v času izvajanja investicije, z ohranitvijo linije sušenje Kremenčevega peska pa tudi nemoteno obratovanje z mesarne v primeru okvar na posameznih sklopih nove linije in ob neugodnih pogojih obratovanja. Thank you.